kaj bodo naši največji skupni izzivi prihodnosti? Ko obhajamo Božič, potem gre za rojstvo otroka in sprejetosti otroka. Vidim, da je to en velik izziv v današnjem času, ko imamo toliko raznih skrbi, rekel sprejetost človeka v tem, kar je, podpirati človeka v tem, kar je položeno v zibelko tega življenja. In jaz vidim izziv v tem, kako bi si pomagali, da bi vse te talente, ki jih imajo, ki jih imamo, kako bi lahko unesli v skupno dobro. In če nam to uspeva, in to si želim za prihodnje leto, da bi gradili na tem, kar nam je skupno in hkrati, da bi vsak lahko tudi svoje poslanstvo, svoje vizije uspel živeti. Omenili ste tudi, da imate mlade različnih veroizpovedi, imate celo skupne delavnice. Na kak način potem to izgleda? Na kak način jih učite tega medsebojnega spoštovanja, kar je zelo pomembno? Predvsem pri mladinski izmenjavi, pa tudi pri drugih srečavanj je zelo pomembno to, da vsak lahko svoje izkušnje in svoje prepričanje predstavi, medtem ko pa drugi poslušamo, in potem pa, kar se mi zelo pomembno je, da smo lahko del njihovega verskega praznovanja, da smo lahko gostje in tako dejansko v kratkem času spoznavamo različne verske skupnosti, tako da nam tisti, ki to živijo, predstavijo. Hkrati smo pa tudi lahko del praznovanja in to je zelo, zelo globoko in vidim, kako spoštovanje pomaga, da odkrivamo morda tudi skupno točko, na kateri lahko gradimo za nadaljni čas.